Zgodba, ki jo je Potočnik oblikoval že v lanskem letu, je prikazana v 20 sličicah pred mestno knjižnico. Z Aleksandrom smo lani sodelovali na enem projektu Hiša ilustracij. Gre za vsakoletni projekt Lajerjeve hiše, kjer povabimo na rezidence, na umetniške rezidence 3 ilustratorje, ki potem živijo pri nas in ustvarjajo. No in smo ga pač zaprli v en atelje in je ves čas gledal na stolp Škrlovec in je naredil strip o stolpu Škrlovec in palčku, ki ukrade ta stolp. Potem sva še kar nekaj časa se ukvarjala v bistvu največ s finančnimi možnostmi, kako bi pač ta strip spravili do življenja, da bi bil cel, da bi ga lahko kje objavili. Skozi pač različne pogovore smo na koncu ugotovili, da bo kar najboljš, da ga narišemo na steno. Namreč letos smo v Lajerjevi hiši naredili razstavo od Banksija in je nekako celotna razstava diktirana štempo poletni in ena od 3 poslikav, ki smo jo naredili letos v Kranju, je ta. Zato smo pač povabili Aleksandra, da jo naredi do konca. Hkrati je pa to začetek enega drugega projekta, ki je pa v bistvu, da povabimo lokalne, mlade ilustratorje, umetnike, da naredijo oni še svoj strip o Kranju, seveda. Tako da upam, da ga bomo končali že to jesen za na desno stran zidu pred knjižnico. Avtor zgodbe in poslikave Aleksandar Potočnik je hvaležen za priložnost in je že med delom prejel veliko pozitivnih odzivov. Jaz moram na začetku povedati, da nisem grafitar in ne skušam tekmovati z grafitarji, torej njihovo znanje, njihovo obvladovanje medijev je nedvomno veliko večje, veliko bolj obvladajo tehniko in delajo lepe stvari. To ni moj medij, tako da je bil zame to, kar izlet v neznano. Najbrž se čuti, tudi pri pristopu, da pravzaprav gre za prenos tehnike poslikave na vodoraven papir na zid in temu primerno so bili potem tudi tu pa tam izleti nazaj po vedro z belo barvo, da se je kakšen detalj, ker je barva stekla, pokril. Tako da tole gre pravzaprav za prilagajanje oziroma za eno čisto novo izkušnjo. Zid je s svojimi napisi prej pogosto zmotil marsikaterega mimoidočega. V knjižnici so dolgo časa razmišljali, kaj storiti, da se to ne bi ponavljalo. Ja, kar dolgo. Res pa, da sem začela zelo hitro, potem ko sem prišla sem v službo, nadlegovati ljudi na občini in okrog z idejo, kako in kaj, ampak tako kot sem rekla, na začetku je izgledalo precej nemogoče, tako kot je župan rekel, vsi so bili lastniki, nihče ni bil lastnik, nisi vedel sploh s kom se pogovarjati in potem smo prišli skupaj z Lajerjevo hišo in potem sploh ni bilo več nobene dileme. Glede na zakon ulice upamo, da bo tokrat umetnost nadvladala vandalizem. Ulica je ulica. Na ulici, kar se da na ulico, je prepuščeno zakonu ulice, bi lahko tako rekli. Je pa še en tih, na nek način, dogovor med grafitarji oziroma uličnimi umetniki, da če imaš boljšo idejo in večjo idejo od narejenega pisa, kot mu pravijo grafitarji, ki je že na steni, potem lahko narediš to. Če pa nimaš boljše ideje oziroma večje, če narediš kaj manjšega, pa ne smeš iti čez ta pis. Tako da mislim, da ta pis je kar ogromen, je pa res, da nekaj manjših čečkari, bom rekla, ne gre niti za grafite, niti za nekaj palčko so dali cigareto v usta, recimo na neki sliki se pač že dogaja. Tako da jaz mislim, da bo zdržal kar nekaj let, ker tudi neka povratna informacija publike, ljudi, ki me hodijo, tudi med tem, kaj je sliko, ko sem zraven, je neverjetna. Ljudje so resnično navdušeni. Ob naslednjem obisku Kranja ali knjižnice si zato le vzemite nekaj časa za ogled stripa, ki vas bo gotovo vsaj za trenutek popeljal v čas otroške domišljije.